V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Predno začnemo z branjem zgodbe, bomo zmolili najprej kesanje, Oče naš in zdravo Marijo. Moj Bog, Žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe, nas privedi v večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, Posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. daj nam danes naš vsakdanji kruh In odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Jezus vidi v srce. Ni tako bistveno tisto, kar se pokaže navzven, ampak to, kar prihaja iz srca. Prisluhnimo naslednji zgodbi. Nekega dne je Jezus sedel na templjskem dvorišču in opazoval ljudi, ki so prihajali in odhajali. V bližini je stalo 13 velikih nabiralnikov, v kateri so mimo jedoči metali kovance. Zbrani denar je služil za vzdrževanje templja. Jezus je gledal, kako bogati mečejo velike vsote denarja. Nekateri so spuščali svoje zlatnike brez hrupa, drugi pa so ga glasno šteli. Da bi vsakdo videl, koliko bleščečih kovancev so podarili Bogu. Približala se je siromašna oblečena žena. Bila je vdova in ni imela nikogar, da bi skrbel zanjo. V zakladnico je spustila 2 bakrena kovanca. Jezus je učence opozoril nanjo. Ste opazili tisto vdovo, ki je vrgla 2 novčiča v zakladnico? Ona je dala Bogu več kot vsi bogati, ki so vrgli veliko zlatnikov. Tega učenci niso mogli razumeti. V Jezusovih besedah niso odkrili nobene povezave, da dovolj so znali računati, da so lahko hitro ugotovili, kdo je dal največ denarja. Zato jim je Jezus pojasnil svoje stališče. Bogati so dali Bogu od svojega preobilja. Njim ni bilo težko ločiti se od svojih zlatnikov. Imajo jih še vedno dovolj. Vdova pa je dala vse, kar je imela. Ničesar ni obdržala zase. To je dar, ki je Bogu pomenilo največ. No, zdaj, pravkar smo slišali zgodbo o Jezusu, ki je prišel v tempelj. To je bil eden zadnjih obiskov v templju, predno so ga potem Jezusa umorili, križali, in ko je še učil, ko je pripeljal apostole in jim je dal eno posebno lekcijo. Pokazal jim je namreč, kako ljudje, ki so prihajali v tempelj, dajo darove Bogu. In sicer so tam imeli koliko teh nabiralnikov? 13 nabiralnikov, ne? Zato, ker je bilo veliko ljudi in so z vseh strani prihajali, ni bilo tako, kot imamo mi ponavadi v cerkvi, ofer, pa grejo vsi enemu nabiralniku. Ampak tam je bilo v različnih koncih, so bili ti nabiralniki in tam not so dajali tempeljski denar. Vsak, ki je hotel dati kaj denar v templju, nisi smel dati tam denarja iz drugih dežel, iz poganskih dežel, ker to je bilo nečisto.
Zato so morali prej vsi zamenjati ves denar in to so zunaj naredili in to so tisti menjavci denarja delali, ki so tudi malo goljufali in so slabše menjavali ali v škodo templja ali pa v škodo tistih, ki so prinašali denar. No in tako so torej, metali potem vsi ta tempeljski denar v te nabiralnike in bomo videli, Jezus je to tudi tam videl in apostoli so videli, kako eni to pokažejo, koliko dajo, posamezne kovance spuščajo not, srebrne, zlate ali bakrene. No in tukaj je prišla potem ena vdova, uboga žena, ki je dala koliko? 2 novčiča. 2 novčiča, to je bilo čisto malo vredno iz bakra, ampak tukaj je pomembno to, da je dala vse, kar je imela. To je imela, to je bilo vse njeno bogatstvo. In to je Jezus opazil. Glede, Jezus vidi v srce in vidi tiste, ki so dajali veliko, ampak so dali ošabno, so se kazali pred drugimi, ali pa so hoteli reči, Bog, glej, jaz tebi dam to, ti pa meni daj to. Glej, nisem dal malo, daj mi ti še kaj več, ja, trgovina, ne, tukaj. No, ta žena je pa dala vse, kar je dala in s tem se je odpovedala tudi tisti dan hrani. Verjetno je rekla, da če ne bo, bom pa lačna, bo Bog že poskrbel, ne. Pa je Bog verjetno poskrbel tudi tisti dan. No, zato Jezus želi tukaj, kaj želi povedati, da je pomembno srce, ni pomembno toliko tisto, koliko količina, ampak ljubezen, s katero dajemo nekaj ali Bogu, ali pa tudi bližnjemu. No in ta vdova je prispevala več kot drugi, predvsem v smislu ljubezni, ne, srcem, to, kar je dala srcem. No in tako Jezus torej vidi, zna ceniti. Tako je znal oceniti tudi eno gesto, ki jo je naredila ena žena, ki je bila pa bolj bogata in je njemu to pokazala. In sicer je bila to Marija, ki je prišla Jezusu pred smrtjo maziliti noge. In kaj je naredila? Vzela je dragoceno olje in z njim mazilila Jezusu noge. In to so videli nekateri. Med temi, glavne so bili tam apostoli, je Juda rekel, škoda je, škoda, kaj bi lahko s tem naredili, Nahranili ne vem koliko. Ja, to bi lahko prodali za 300 denarjev, pa dali ubogim, ne, ampak evangelist tukaj opozorijo, Juda to ni govoril zato, ker je mislil na uboge, ampak ker je mislil na denar. Ne. On bi to drugače porabil. Na svoj žep. No in Jezus pa pohvali. Tudi to ženo je pohvalil. Tudi če je naredila eno tako stvar, da je veliko bogatstvo porabila za njegove noge. In kaj je rekel? To, kar je naredila, se bo oznanilo po vsem svetu, do konca sveta, ker je naredila eno dejanje za moj pogreb. Je že vnaprej naredila nekaj, kar niso potem mogli narediti, ko je Jezus umrl. Takrat so tudi pripravili dišave in mazila, pa trupla ni bilo več. Ne. Zato je že naprej. No, gledajte, dobro delo. Važno je, dobro delo lahko naredimo direktno Bogu, lahko pa naredimo indirektno, preko človeka naredimo Bogu, ko damo revežem. Apostol Pavel je zelo pohvalil kristjane v Solunu. Solun, veste, kje je? Na Grčiji. V Grčiji, na koncu Makedonije. No, da včasih je bila to Makedonija, danes je Makedonija, severna Makedonija, pa južna, no južna je v Grčiji in tam je tudi Solun. No in te kristjane Pavel pohvalil, pravi, ker je bila v Jeruzalemu, so bili kristjani v stiski in vi v Makedoniji ste sami celo prosili, a mi lahko tudi damo kaj za kristjane v Jeruzalemu, ki so bili takrat revni. In je pohvalil to njihovo
v njemu. Pa je rekel, ne samo to, da ste vi dali nekaj, vi ste dali sami sebe. To pa je največ. Dati samega sebe pomeni biti pripravljen iti tudi pomagati, tudi služiti, tudi oznanjati. Zato tisti, ki da samega sebe Bogu, bližnjim, to so tudi apostoli, to so ali pa smo danes duhovniki, redovniki, redovnice. Gledajte, to ni samo nekaj dan. Ne? Tudi kristjan, Jezus ni rekel, da pridite v nedeljo samo k maši in to je dosti. Ne? Živite vsak dan kot kristjani v svojem okolju. Ne? Ni rekel, dajte samo 10 evrov ali pa 5 evrov ali pa 1 evro v puščo, ampak dajte, kolikor morate, torej, kar vam je Bog dal, delite s tistimi, ki nimajo. No, zato zdaj adventni čas je tudi čas dobrodelnosti, postni čas bo zopet priložnost in vedno, vsak čas je priložnost, da naredimo nekaj dobrega in da pokažemo svojo ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. In zdaj le bomo s pesmijo Dva novčiča tudi še enkrat pomislili, kako mi tudi dajemo Bogu, dajemo bližnjim to, kar imamo. K tempeljski zakladnici milijona žena glej hiti, v roki nosi svoj zaklad, vse kar ima, samo dva novčiča. Neprijetno ji je da med bogatimi ljudmi, ki prinašajo svoj dar, ona pa samo dva novčiča. Nihče je opazil ni, ko je vrgla svoj drobiž in se izgubila sta sredi sveta njena dva novčiča. Jezus pa gleda vse to dobro, ve, da ni važno zlato. Jezus vidi v srce in učencem pove, dova je vrgla največ, saj je dala vse, kar ima, pa čeprav sta bila samo dva novčiča. Zdaj pa se zamislimo, koliko mi dajemo za sestradane ljudi, ki nimajo niti dva novčiča. Dostikrat zapravljamo, a pri tem pozabljamo na nesrečne množice, ki čakajo naša dva novčiča. Dva drobna novčiča brez vrednosti obtožujeta nas, nam sprašujeta vest skoraj 1000 let. Pravi kristjan naj posnima Boga in deli srca, pa čeprav sam ima samo dva novčiča.
Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj. Stoj mi noč in dan na strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom. blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha, naj pride nad vas, naj vedno med vami ostane. Amen.